Oh my god. Ljubčki in ljubice, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes nas čaka en zelo kratek, ampak sladek video. S tabo bom delila svojo sladko skrivnost, dobesedno. In sicer ti bom pokazala, kaj so moje top 4 sladice. Verjetno v realnosti jih imam še več, ampak nekatere stvari nisem mogla pripeljati domov. Naprimer sladoled iz kakavota bi se mi vmes stopil. Tako da, tukaj so tiste 4, katere kupujem in se z njimi posladkam najpogosteje. Tako da, jaz se tega videa ekstra veselim, zaradi tega, ker bom pokušala svoje top sladice. Tako da, dajmo začeti. Prva stvar je čokoladni puding iz Hoferja, I don't know. Na njem piše Grand Passion Double Choc. Vedno ga jem z veliko žlico, ker je to en velik užitek. Vedno, ko grem v Hofer, ne grem vam brez njega. Na vrhu je taka smetana, tak mus čokoladen, zato to Double Choc, in potem spodaj oh my god, packa. In zdaj je moj najljubši puding po mojemu make-upu. Fajn. Brum. Ne besa. Danes ga bom pustila še malo v žetu, kar se sicer nikoli ne zgodi, ampak glede na to, da imam še 3 sladice. Dober si? Nebeški si. Alright, naslednja stvar je iz Zvezde, moje najljubše slaščičarne, Zvezda Trga Gate, definitivno. Resnica je taka, da so mi vse zvezdine tortice božanske. Še posebej obožujem njihovo saharco, ki je res sočna in po mojem mnenju boljša od originalne. Ampak pred kratkim sem se spoznala z njihovo bananino pito, ki izgleda takole. Spodaj imamo nek keks, potem karamelo, banano, plast z bananami in pa sladko smetano posuto z čokoladnimi mrvicami. Oh my god. Ne vem, kje sem je živela prej, nikoli nisem probala, dokler nisem videla pri nekomu na Instagramu. Tako, ok, let me try. In od takrat v bistvu sploh ne naročam druge torte. Bananina pita, prosim, pa kapučino. Glede na to, da je ura 10, ko tole snemam, 10 zvečer, bom tudi to pustila zanžeta, zaradi tega, ker drugače bo čisto preveč cukra. Njami. Tretja stvar je iz Leclerca in sicer njihov krosan. To ni navaden krosan, tole je lešnikov krosan, oziroma krosan z lešnikovo filo. Noter je ena taka fina, tekoča lešnikova krema. Edina slaba stvar tega rogljička je, da ti poje celo šminko in da se zna zgoditi, da boš imel to čokoladno kremo oziroma lešnikovo kremo poseb. Zaradi tega, ker teče, zaradi tega, ker z njo ne šparajo in jo imaš pol povsod. A vidite? Evo, o tem govorim. Vreden vsakega greha. Možanski. Ok, in potem je tukaj sladica številka 4. Dejansko niso po vrstnem redu, ampak 4. sladica, ko vam jo kažem. Gre za moj sufle. To je zelo v bistvu dobra, konstantno dobra sladica, hitro narejena, vržeš jo v ogreto pečico, odvisno ali zmrznen ali odtajan, pečeš ga, jaz zdaj pečem zmrznenega, spodaj, od 18 do 20 minut. Noter dobiš 2, takole, zapakirana, enega sem zdaj dala jaz v pečico, torej že pripravljen v taki posodici. Gre za slovenski izdelek iz projekta Štartaj Slovenija. Zelo okusen, zelo dober, hudo, pač hudo. Anže mi ga je spekel, tokrat. Wow, buenissimo. Zdaj, če si ga dobro spekel, a ne? 18 minut si ga pekel. Koliko? 18. Ja, zdaj bi se mogel razliti, a ne? Če ne, šef kriv.
še pokadil se je. Ej, ja, malo se je. Malo se je razlil. A si ful ogrel pečico? Ja, se piše, da imaš ogrel. Ja, jaz v bistvu ne maram, da je čist tekoč, da je več kot polovico sredine tekoče. I don't like that. Imam pa rada, da se malo razlije, ampak ker ga je tokrat pekel Anže, kaj pusto predolg, po mojem. Ampak okej, gre za okus. Taka čokoladna fantazija za vse odvisnike od čokolade. Malo je boš? Ampak takoj, ko pride okus na brbončice, to je to. To je ljubezen. A boš ti tudi malo? Ja. Ker njemu noben nikoli ne reče ne. Ne vem, če sem povedala, dobi se ga v šparu. Jaz grem tole, pa tole, pa torto, pa rogljiček, deliti z Anžetom, ker drugač bo sugar overdose. Dajte probat, naslednjič, ko boste ali v eni, ali v drugi, ali v tretji, ali v četrti štacuni. In to je to. Verjamem, da vam bo všeč, zaradi tega, ker imam dober okus. Ja. Prečakirajte pa tudi mojo majčko. Cukor mi je padel. Meni velikrat cukor pade. Na moji strani spodaj bom pustila tudi polinkano. In to je to. Mi se gledamo naslednjič. Do naslednjič. Ljubčke. Zdaj grem pa na dieto. Čau. Sem pozabila povedati, da mi spodaj v komentarju zapišite tudi, kaj so sladice, ki jih moram nujno probati, ker so vam dobre. Tako da spodaj v komentarju vedno sem željna novih dobrih okusov in bom vesela vaših predlogov. To sem pozabila, tako da zdaj idem pa make-up dol pa spat.